Na dnevnem redu je bil predlog finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje za leto 2018. Pripravljena je bila nova verzija, ker je v decembru skupščina Zavoda zavrnila takratno verzijo. Prišlo je do prestrukturiranja sredstev med različnimi nameni. Ocena skupščine je bila, da je ta nova verzija predloga finančnega načrta veliko bolj realna in da veliko bolj smotrno razporeja omejena sredstva. Pogovarjali smo se o tem, da za letošnjim letom pravzaprav vstopamo v financiranje, ki bo bolj normalno, ne več tako krizno, kot smo bili v zadnjih letih navajeni. Skupščina je zelo jasno svojo voljo izrazila, da to med drugim pomeni tudi, da se razčistijo elementi cene zdravstvene storitve in da redno spremljamo, kako so te elementi opredeljeni, torej tudi normative in standarde zdravstvenih storitev. Jaz mislim, da je bila volja skupščine ustrezno pojasnjena in da je zdaj na generalnemu direktorju in njegovi strokovni službi, da to voljo tudi udejanji. Skupščine se je udeležila tudi ministrica za finance in za zdravstvo. Obe ministrici sta bili, ja. Sta kaj posebnega izpostavile? Ja, zdaj pravzaprav tukaj se je pokazalo, da ima ministrstvo in Zavod za zdravstveno zavarovanje vsak svojo vlogo pri financiranju zdravstvenega varstva prebivalstva in da smo pravzaprav v neki debati, ki se je razvila po tem, ko je v decembru skupščina zavrnila prvotno verzijo finančnega načrta, so se stvari izčistile in da smo slišali tudi besede ministrice za finance, da je zdravstveno varstvo tudi za vlado prioriteta in da v naslednjih letih postopno načrtujejo več proračunskega denarja za zdravstvene storitve oziroma program zdravstvenega varstva prebivalstva in da bo vsako leto prispevek proračuna večji. Za nekatere namene, ki jih namerava proračun sofinancirati v zdravstveni blagajni, že obstojajo pravne podlage, za nekatere namene pa je neka politična volja, da se pravna podlaga še vzpostavi. Tako da pravzaprav načrtujemo v naslednjih letih več sredstev za zdravstveno varstvo prebivalstva. A so bili na skupščini podane kakšne predloge, amandmaji? Ja, v finančni načrt, takšen kot je bil predlagan, smo vnesli eno spremembo, ki pravzaprav je šla v smeri bolj razjasnitve, kaj se meni z tistim elementom finančnega načrta. Drugače pa moram reči, da je bila skupščina kar zadovoljna z predlaganim finančnim načrtom in da jim je bilo bolj všeč, da je bolj stvaren, da je izvedljiv in da je manj nejasnosti, kako se bo to sploh v praksi izvajalo. Naprimer, prišlo je do odločitve, da se zagotovijo sredstva za 5% dvig cen zdravstvenih storitev in da smo na drugi strani načrtovali samo toliko sredstev za krajšanje čakalnih dob, kot jih je objektivno zdravstvo zmožno v letu 2018 izvesti. Torej, da nismo po nepotrebnem usmerjali sredstva tja, kjer bi potem tudi ostala, ker zdravstvo tega ne bi bilo sposobno izvesti. Nekako en zdrav kompromis je nastal na današnji seji. Hvala lepa. Prosim.